pogledali bomo, kaj nas čaka v prihodnjem letu. Ja, vedno radi prisluhnemo tako ob koncu leta neki napovedi za prihodnje leto in to jutro bomo naredili to malo drugače. Ja, z nami je numerologinja Lili Sorum. Dobro jutro. Dobro jutro. V lepi praznični obleki, pripravljena na novo leto in potem skok v leto 2024. Kakšno pa bo tako bleščeče, kot si danes ti? Tako grinčovsko bolj ali? Joj, upam, da ne. Zdaj ti jaz povej. V bistvu ja, gremo v leto števila 8, ki simbolizira ego. In zdaj, če ega malo, tako po domači povem, če ga povežemo z zodiakom leva, ja, bleščeče leto bo v bistvu. Ja? Dobro iztočnico si dala, sploh nisem pomislila. Ampak bo prijazno do nas? Zdaj tako. Čista iskrena resnica je takšna. Zelo bo prijazna do... Dihajva, Igor. Dihajva. Izjemno bo prijazna do tistih, ki vejo, kaj hočejo in nimajo problema tega sprejeti. Po domače povedano, sebični se bodo imeli kar fajn. Ker nimajo težav s tem. Po drugi strani je pa res tudi, da tisti, ki težko postavijo meje, bo to od njih pričakovano, ampak jih bo leto pri temu podpiralo. Tako da bolj, ko bomo mi odločni, bolj, ko bomo visoke cilje postavljali, boljš nam bo šlo. Ampak 8 lahko razumemo tudi kot neko neskončnost, kar pomeni, da se nam odpira leto, kjer bojo tudi naše možnosti neskončne konec koncev. Absolutno. In simbolizira tudi tako zgoraj, tako spodaj, se pravi, tako duhovno, kot tudi materialno. Kar pa po drugi strani pomeni lahko tudi, če govorimo zdaj pa o negativnih lastnostih, tudi to, da verjamemo do neskončnosti v nekaj, kar ni res. Se pravi, tudi fanatizem sem zraven pride. In po drugi strani ta egoistična energija, ki pač, ko rečemo, gre preko mrtvih. Pa ne bo to slabo, to so zdaj tista opozorila, ta glavna za drugo leto, ne pomeni, da bomo zdaj kar vihali nože in sablje na ulici, pomeni pa, da bomo lažje bili samozavestni, lažje bomo mi vedeli, kaj si želimo, pa česa več ne. Temu je bilo v bistvu namenjeno letošnje leto, se pravi ta 7, kako smo je to ponavljali, osebna rast, duhovna rast, kaj je naša resnica, kdo smo, kaj smo, pa predvsem tisti občutki manj vrednosti, ki nam običajno nagajajo pri temu, da bi sprejeli. Aha, ti občutki manj vrednosti, kaj v naslednjem letu se bodo zmanjšali ali se bodo potencirali? Ideala bi bila, da smo jih letos premagali, drugo leto se bo pa energija na to odzivala. Se pravi, če grem jaz v restauracijo pa naročim, ne vem, govejo župo, nekako mi tudi na misel ne pride, da mi bojo prinesli riž. In če mi bojo prinesli riž, bom rekla, oprostite, tega nisem naročila. V življenju pa velikokrat ne počnemo tega. Sprejmemo tisto, kar pride, namesto, da bi mogoče postavili mejo. In ko pravijo, vse tisto, kar je namenjeno, je vodeno, je lahko, ne vedno. Včasih nas malo življenje testira, nam res je do nečesa, se pravi, ja bomo rekli ne, zaslužim si več, ali bomo pač vzeli vse, kar pride mimo. To je v bistvu nekako bistvo naslednjega leta, kam bomo mi postavljali svojo lastno vrednost, pa jaz temu raje rečem dragocenost, ker vrednost naš lahko še vedno da v minus, tako kot gre tudi naše stanje na bančnem računu lahko v minus. Ja, bo naslednje leto, bančni račun, ampak veš kaj, dajmo pustiti finance na strani. Bolj me zanima, ali bo to leto, ki prihaja, primerno za to, da se na novo zaljubimo, da najdemo, ne vem, svojega princa na belem konju in tako dalje. Glede na to, da nekako pač leto vendarle vlada število 8, ki ima neskončno vibracijo, to pomeni, da bomo najdi nekoga, s katerim bomo zavedno. Absolutno. Če ga še nimamo doma, seveda. Ja, ali pa spremenili odnos, morda, če več ni to, kar bi si mi želeli. Se včasih tudi pridemo do krize zato, da smo potem bolj povezani, pa da mogoče je bolj kvaliteten odnos potem naprej. Absolutno imamo vse možnosti uspeha drugo leto. Samo bo ful pomembna naša izbira. Se pravi, če bo prišel princ na oslu, mu reči, mej se fajn. Ga ne sprejmeš. Jaz bi unga na belem konju. Kar pa pomeni, da moramo mi vedeti, česa si želimo. To pa ne more ne vesolje, ne dedek mraz, ne nihče drug na mesto nas. In zdaj, če pogledam tebe, in sem zdaj s potencialom princ na belem konju, na oslu, na skiroju, seveda bom za tabo, ko si lepa in prijetna in čudovita pritekla. Ti si tista, ki moraš znati preceniti, da sem jaz zdaj ta pravi... Ker v bistvu, če pride princ na oslu, ga tudi lahko nekako povabiš k sebi in ostane zavedno, čeprav tega ne želiš. Ja. Velikokrat se zadovoljimo s stvarmi, ki so na prvi pogled zgledali imenitne. Zdaj ste že nekam zatavali. Tako kot stavamo celo letošnje leto, težko se fokusiramo, Lili, koncentracije letos ni bilo, bo prihodnje leto kaj boljše na tem področju. Energija bo končno, dobra novica je pa to, da energija je končno usmerjena v rezultate. Od leta 2019 nismo imeli take energije. Se pravi, ko si bomo nekaj zaželeli, si bomo potem tudi tega nekako držali in tudi tista štirka na koncu prinaša malo bolj stabilno energijo, umirjeno energijo, bolj tako staro, dobro, zdravo, kmečko pamet nazaj
nazaj uklapljamo, da tako rečem. Kaj pa prestopno leto? Kaj pa to pomeni? 366 dni bo malo bolj čustveno, zato tega tudi je. Vprašanje je bilo zelo na mestu, se pravi, je naklonjeno ljubezni, predvsem ljubezni do sebe, ampak zdravi ljubezni do sebe. Tako da en dan več, 24 ur več možnosti, absolutno je to vedno dober znak. Ja, letošnje leto je bilo tudi nekako leto povezovanja in solidarnosti, to smo še posebej videli v nedavni vodni ujmi. Zdaj, kaj pa nas čaka letos? Ja, zdaj, če se vrnemo nazaj k temu sebičnosti, nažalost tega povezovanja ni za pričakovati. Je pa res, da to povezovanje, ki ga ti omenjaš, je bilo vezano na Slovenijo, ker je bila Slovenija v letu 2. Lansko leto smo tudi tukaj rekli, zelo nepričakovana povezovanja in viziji se bodo stkale. Drugo leto gremo v trojko. Trojka je zelo kreativna energija, se pravi, vpliv mladih bo veliko bolj očiten. Veliko krat bomo imeli občutek, da so odločitve avtoritete, ne samo vlade, ampak tudi sicer malo nezrele. Trojka je tako kot mačji mladiček. Se pravi, zelo je kreativna, išče rešitve, ki niso konvencionalne, se pravi, nekdo, ki je zelo tradicionalen, nekdo, ki bo rekel, pa to delamo tako že 300 let, zakaj bi vi tukaj zdaj neke mladi spreminjali, se seveda ne bo našel v nekih poskusih drugačnih rešitev, drugačnih poti. Nas čaka kot Slovenijo zelo razgibano leto. Zelo tako izrazno leto. Pomembno? Absolutno, trojka je tista, ki v nas optimizem znova prebuja. Tako da jaz upam, da bomo končno imeli malo več zaupanja, tudi sam bi vase, pa v nek lepši jutri. Ampak seveda je vse odvisno od državnih voditeljev, tudi oni zelo vplivajo na naše razmišljanje, tudi dejanja. In Slovenija recimo letos vstopa v eno osebno numerološko leto pod vplivom številke 3. Kaj to pomeni za voditelje? A bodo bolj egoistični, glede na to, da smo pač rekli, da nekako pač egoistični ljudje bodo prišli bolj do izraza. Ja, zdaj so lahko še bolj. Mislim, ne vem, pač. Ne vem. Sprašujem, bomo slišali, ne? Trojka je tista, ki zelo hitro noter pade. Pa ne, da zdaj njih branimo, ampak včasih se nam kakšne stvari zdijo zelo imenitne in se nam zdi, kako bo to top rešitev, pa potem ugotovimo, da mogoče temu ni tako. Jaz mislim, da bomo ne malo kdaj presenečeni nad izjavami, nad gestami, nad tudi odločitvami in izbirami naših vodilnih, v smislu, da se nam bo zdelo mogoče tudi malo otročje, bi si upala reči. Upam, da mi ne bo kdaj od njih za ušesa. Ampak ja, kako pa naj se na te... Ampak kako naj se pa državljani na te odločitve potem odzovemo? Jaz mislim, da že od leta 2018 se učimo tega, da imamo veliko več moči v rokah, kot se zavedamo. Mogoče pustimo samo politični prostor, ampak moč potrošnika je nenormalno močna. Jaz, ko sem bila majhna, kakšna veganska hrana? Če si komu rekel, da ne ješ mesa, se bi si, kaj pa pol ješ, si boš umrl. Danes, ko greš v trgovino, najprej, ko noter stopaš, marsikje je najprej vegansko, najprej tisto posebno. Se pravi, je bila moč potrošnika tista, ki je to dosegla. Se pravi, zavedemo se tega. Saj mogoče nas je Slovencev res ni toliko veliko, kar Američanov, ampak to ne pomeni, da ne moramo pa mi tukaj nekih ključnih sprememb narediti. In jaz mislim, da bo to največji izziv letošnjega leta, da ne kažemo s prstom na druge, ampak da dejansko mi smo tisti, ki smo proaktivni. In potem bo tudi vlada mogla malo drugače začeti ravnati. Je kakšna povezava tudi z meseci, recimo, da bo kakšen mesec še posebej hud glede na, ne vem, zaporedno številko meseca, ne vem, april, 4. kombinacija z 2024? Zdaj, tukaj je tako. Splošno je leto 2024, pa so naše osebne obdobje, se pravi, imamo vsak mesec znotraj leta, pa vsak naš osebni mesec. Se pravi, zelo nasplošno rečeno. Marec, avgust, tudi juni, pa tudi september bojo malo bolj energijsko intenzivni. Gremo pa nasplošno v leto, ki bo intenzivno. Se pravi, v leto, ko bomo se lahko tudi mi počutili bolj močni, bolj odločni, ko mogoče bo sicer to prišlo preko nečesa neljubega, zato da bomo rekli, zdaj pa dosti, zdaj si pa zaslužim več. Se pravi, tudi kakšne najljuba presenečenja, izgube, razočaranja, vzeti maksimalno pozitivno in si pogledati, kaj je tisto, kar pa lahko mi največ iz tega vam potegnemo. Veš kaj, rekla si, da naslednje leto bo ustvarjalno in jaz vem, kaj ustvarjalnega bom počela že zdaj, čeprav še nismo v novem letu. Koliko imamo še? 12 dni? Malo več. Malo več, ja. Odštevamo, glavno. Odštevamo, kaj ti Jure me čaka že v kuhinji, vidva lepo še poklepetajta, mogoče ti vprašaš, kaj tebe čaka osebno, v naslednjem letu. Hvala za danes. Hvala tudi vama.